Če bi šlo res za to, da podam kakšne daljše uvodne misli, potem bi imel kar tremo pred tem uglednim zborom tukaj v dvorani in tem uglednim omizjem. Ne gre za to, rad bi vas samo pozdravil tukaj in se vam zahvalil za udeležbo. Gre za nek čas, v katerem smo se zbrali, ko se ponovno razpravlja o tem, kako organizirati različne dejavnosti v Sloveniji v prihodnje. Z nami so predčasne volitve, se pravi nek trenutek, ko se bo ponovno delilo karte in ko gre za v teh pripravah za nek čas, za katerega bi si mi želeli, da to ni samo razprava o površini, ampak tudi o globini problemov, s katerimi se v Sloveniji srečujemo. Ko govorimo o zdravju, je to zagotovo poleg pravičnosti najpomembnejša vrednota ljudi. Pa če se tega zavedamo od samega začetka ali ne, mislim pa, da je ta zavest kar prisotna. Zaradi tega je tudi zdravje ali pa zdravstvo in zdravstveni sistem vedno v središču zanimanja ljudi in na ta način ali pa na tej podlagi tudi vedno v fokusu in središču zanimanja upravljalcev države. Gre na nazadnje tudi za ogromen podsistem, za lastno blagajno, zdravstvena blagajna je ena od 4 blagajn v državi. Od tega, kako ta sistem ali pa podsistem funkcionira, je v veliki meri odvisno tudi zadovoljstvo, razpoloženje, standard ljudi in tisto, čemu rečemo, oziroma tisto, čemu je slovenska ustava rekla blaginja. Brez ustrezne skrbi za zdravje, brez tega, da je ta vrednota varovana, brez tega, kar vi delate, ko opravljate najpomembnejši ali pa najtežji, najzahtevnejši poklic v družbi, brez tega ni blaginja. V času, odkar Slovenija hodi po samostojni poti, je bilo kar nekaj konceptov na mizi, kako urejati zdravstveni sistem. Bila so takšno in drugačno kavanje in zdi se mi, da smo še vedno sredi tega iskanja. Tudi v času, ko sem jaz oziroma ko je naša stranka vodila vlado, je bilo nekaj dilem in tudi kavanj, mislim, tudi nekaj zmotnih prepričanj. Eno od teh prepričanj, na katerem smo vztrajali dolgo časa, je bilo, da je možno celoten javni sektor spraviti nek okvir, ko gre za njegovo funkcioniranje in tudi ko gre za nagrajevanje. Še posebej to zadnje se je izkazalo za, po mojem mnenju, za iluzijo. Javni sektor je sestavljen najmanj iz 2 delov. Eno je administracija in neposredno neka državna opravila, drugo so, bom rekel, bolj storitve v javnem sektorju. In če skušamo to preveč stlačiti skupaj, pride do anomalij. Jaz mislim, da smo s tem tako imenovanim enotnim sistemom plač v javnem sektorju tukaj delali napak. Ne samo v našem mandatu, ampak tudi že prej od leta 2002, ko se je to skušalo vse nekako uokviriti in pač v teh 50 in še nekaj razredov stlačiti zadnjega administratorja v nekem ministrstvu in vrhunskega specialista v neki zdravstveni ustanovi. To enostavno ne. Glede na to, da ima tudi zdravstveni sistem svojo blagajno, oziroma tako imenovani zavarovalniški način financiranja, je po mojem mnenju povsem logično, da se znotraj tega uredi tudi plačni sistem in da se znotraj tega uredi tudi organizacija, tako kot je tej dejavnosti najbližje. Brez tega, da se skuša neke stvari nategniti na isto kopito, tudi če ne gre. Ni zdravstvo edino takšno, po mojem tudi šolstvo takšno podsistem v družbi, ki se ga ne da čisto v okvir in še kakšnega bi se našel. Torej, toliko o izgubljenih iluzijah tudi v času našega mandata. Veliko smo se pogovarjali v zadnjih 3 letih, kaj je šlo tukaj narobe, in mislim, da je bilo to eno od ključnih stranpoti, ker
smo skušali iskati rešitve tam, ker se jih enostavno ne da. In tukaj, če že govorimo o zdravstveni reformi, eno od prvih potez v prihodnje bo moralo biti ravno v tej smeri. Pa še druge stvari, ki so po mojem mnenju urgentne. V samem zdravstvenem sistemu je po mojem mnenju veliko rezerv. Čeprav običajno, v glavnem ne tam, kjer se običajno iščejo. Ker ljudje mislijo, da so tam, kjer v ozadju, kjer so stvari skrite. Verjetno boste o tem sami več kasneje kaj rekli. Preden zaključim to uvodno besedo, bi z vami rad podelil samo še eno opažanje, ki verjetno ni samo moje, ampak zdi se mi, da tamle nekje tudi od leta 2002, ko se je začel delati ta enoten sistem plač v javnem sektorju, čeprav to nima nikakršne zveze s tem, poteka tudi neka medijska kampanja, nekateri so celo rekli medijski umor vašega poklica. Zdaj si sam ne znam razlagati, upravljate, kot sem že prej rekel, enega najzahtevnejših, če ne najzahtevnejši poklic v družbi. Tako je tudi sprejet med ljudmi. Veliko odpovedovanje je potrebno, da je zdravje ali pa da je skrb za zdravje na takšni ravni v Sloveniji, na kakršni dejansko je. Kljub temu pa se pa vsaka napaka, do katere vedno prihaja, vleče ven, razpotegne na prve strani časopisov in najbolj udarne termine televizijskih dnevnikov in se to neprimerljivo v primerjavi s tem, kar se dogaja v kakšnih drugih poklicih, pretirava, če uporabim milo besede. Jaz mislim, da je tukaj potrebno poiskati nek vzrok in na to odgovarjati. Imate močne organizacije v zdravstvu in mislim, da bi se temu morale tudi one bolj posvetiti. Ko si sam potem, na drugi strani, se pravi, ko si uporabnik vaših storitev in srečaš to skrb prizadevanje, vidiš pač drugo plat. Ko pa potem prideš domov in odpreš televizijo, vidiš, da se en primer vleče in da je potem to ena od osnovnih informacij ali pa predstav o zdravstvu, ki jih imajo ljudje, ko se z njimi pogovarjaš. Situacija se je spremenila, ne vem, zakaj se je nekdo odločil, da se gre v to medijsko kampanjo, ampak to nič ne koristi. Ne nazadnje, potem to znižuje motivacijo in če je motivacija nekje nizka, se moramo tudi tisti, ki smo uporabniki teh storitev, vprašati, ali nam to koristi. To je moje opažanje tudi v pogovorih z nekaterimi med vami. Sem ugotovil, da smo dobili podobne občutke, ni pa tega noben, ni pa vzrokov, zakaj se to dogaja, noben globlje analizirati. Še posebej, ker imamo na drugi strani poklice v tej državi, ki so popolnoma zaščiteni pred vsako kritiko, čeprav so tudi rezultati včasih pod vsako kritiko. Toliko, jaz vam želim, da danes, da je to nek odprti forum, kjer se praktično pove vse. Z veseljem vam bom poslušal. Jaz in nekateri moji kolegi smo danes prišli sem zato, da poslušamo, ne zato, da tukaj govorimo. In vas vabim tudi, da potem po 4. decembru, če bodo takšne možnosti in volje volivcev, da ste glasni in da prispevate k temu, da nekatere od teh zadev, ki so že dolgo na mizi, končno uredimo. Problemov nikoli ne bo zmanjkalo, samo mislim, da je Slovenija na takšni ravni razvoja, da smo vsi skupaj toliko sposobni, da postavimo nek sistem, ki bo deloval, kjer bodo stvari na svojem mestu, kjer ne bo potrebno z nekim odrekanjem in silnim trudom posameznikov zagotavljati neke osnovne standarde, ampak da bo to že sam sistem omogočil, da bo
dobro nagrajeno in da tam, kjer so napake, da se bo to spreminjalo v dobro iz slabega in da bomo na koncu vsi zadovoljni. Tukaj je, se mi zdi, kar nekaj manevrskega prostora še. Ni pa ga možno zapolniti brez tega sodelovanja. Politika tega sama ne more rešiti, tudi stroka tega sama ne more rešiti. Skupaj je treba oblikovati rešitve in jih potem tudi skupaj zagovarjati. Hvala lepa.